Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, drage gledalke, zopet v naši večerni oddaji z gospodom Stanetom Sevčnikarjem. Seveda naša oddaja Hrana in sol namenjena vam, da boste vedeli, kako uporabljati zdravo sol, katere so prednosti in kaj sploh dejansko zdrava sol je. Zato je danes z mano tudi gospod Stane, ki bo vse lepo razložil. Pozdravljeni, gospod Stane. Dober večer, malo zamude, ampak se oproščava, ne? Nič hudega, pač vse tisto ta boljše vedno pride na koncu. Ja, ponavadi. To so vsaj mene tako vedno učili, da smetana je vedno na koncu. In seveda tudi najina oddaja, zdaj v teh večernem času. Tudi sol pride na koncu. Tudi sol pride na koncu, tako da lepota, bogatstvo, zdravje, to je osrednja tema, o kateri bova govorila danes v naši oddaji. In seveda čisto na začetku, da mogoče malce predstavite, v prejšnji oddaji sva kar nekako začela že z samim pogovorom. Imate pa vi tudi eno zelo zanimivo knjigo, za katero smo na koncu prejšnje oddaje tudi povedala, da jo bova predstavila, da boste vi povedali malce več o njej, pa mogoče bi zdaj za uvod, kakih 5 minut, ko vam predala besedo, da dejansko poveste, kaj ste sploh v knjigi napisali, s kakšnim namenom ste jo izdali in seveda, kje vse se lahko ta knjiga dobi. Sicer mnogim najinim gledalcem ne bom nič novega povedal, ne, ker knjiga je že stara, kar prva izdaja 10 let v taki obliki, ko je zdaj, v nekih drugih manjših pa takih že predtem. Vsebina je pa več ali manj, to so že ponatisi, 10.000 izvodov v tiskani izdaji je že tudi šlo. Zdaj že. Čestitam, gospod Stane, to je zelo lepa številka. Ja, za Slovenijo, ja. Ne. Seveda. Za Ameriko bo to nič, ker zdaj je angleški prevod je že pripravljen, ni še, ampak bom verjetno tam Amerikancem pa samo po internetni verziji knjigo si lahko dobili. Drugače pa ta slovenska varianta je pa na internetni strani moji tudi brezplačna cel čas, ne. Tako da se lahko gledalci tudi preberejo. Kljub temu je 10.000 bralcev pa gledalcev, poslušalcev, rajši ima knjigo v roki kot na internetu, ker najina publika, tudi današnja, ni mladina, ne. To je moja generacija tam, Abraham pa naprej, ne. Tako da kljub vsemu tudi je zdaj ta ponatis tudi v knjižni izdaji že tudi ne z malo drugačno platnico, z drugačnim zdrava sol, spodaj podnaslov Čigava je država, ker jaz knjiga sama je v dveh delih, ne. Prvi del govori o zdravju človeka, ta drugi pa o zdravju države v prenesenem pomenu, ne. Tako da, ampak tisti del je dost manj bran bil do zdaj in zato tudi tu na platnicah te zadnje izdaje na to upozarjam. Ljudi ne bojo pozorni na ta del tudi, ker če država ni zdrava, tudi ljudje ne morajo biti, ne. To se popolnoma strinjam. Točno, tako je. Jaz pa naj zdaj ta trenutek izkoristim, da vas malce prekinem in seveda povabim tudi vas, vse gledalke, gledalce, da lahko kličete v oddajo, vprašate gospoda Staneta, karkoli vas zanima, ali je to v zvezi s knjigo, lahko tudi vprašate glede vaših težav uporabe zdrave soli. Če želite govoriti z gospodom Stanetom, pokličete telefonsko številko 090 500 600, klic se plača 1,49 € je na klic. Seveda vsi tisti, ki pa želite, da vas gospod Stane sam kontaktira oziroma ne boste imeli priložnosti, da pokličete v živo oddajo, pa pokličete na odzivnik. 080 87 85 je telefonska številka, tam pustite seveda vaše podatke, telefonsko številko in gospod Stane vas bo kontaktiral nazaj. Prav tako pa naj povem, da vsakdo, ki pokliče v oddajo, govori z gospodom Stanetom, zastavi kako vprašanje, dobi tudi eno stekleničko brezplačno zdrave soli, ki jo gospod Stane tudi predstavlja. Dobite jo popolnoma brezplačno, tudi poštnine ne rabite plačati. Vsi tisti, ki pa pustite v odzivniku vaše podatke, seveda prav tako dobite stekleničko zdrave soli, tam je pa pač potrebno ob prevzetju plačati poštnino. Tako jaz vas seveda sedaj vabim, da lepo vzamete telefone v roke, pokličete tekom oddaje, mi pa s gospodom Stanetom pa bova seveda se posvetila spet malce nazaj prebiranju njegove knjige. Takole, zdaj sem vas prekinila, samo toliko, da sem razložila. No, to, ko ste rekla o poštnini, ja, cena, ne minute, cena klica je €1,50 malo manj, ne. Nekje se upada s poštnino. Poštnina je pa tudi toliko, no, tako da.
da je Jaz mislim, da to ni prehud strošek, glede na to, da dobijo res tako stekleničko zdrave soli domov. Ja, če pa vzamemo po vrednosti, to, kar je zadnjič eden sprašoval, pa to 3:1, ne, 5 evrov proti evru pa pol, pa še več, no. Tako da ja, tu problema ni, drugače pa tudi knjigo pa te recepte lahko si na internetni strani vsi brezplačno preberejo, ni treba jim kupati tisti, ko imajo internet, ne. Tako da to res ni Naj poveva tudi dejansko, da ste vi zbrali knjižico receptov, da je v bistvu tale biodietni recepti tukajle in dejansko tu noter res opisujete vse take, lahko rečem, zelo mamljive jedi. Takole malce, da vam pokažem, je noter v bistvu taka domača kuhinja. Gospod Stane se je posebej potrudil, seveda njegova žena mu je pomagala, potem tudi sosede, prijateljice, tako je vsaj meni razložil. Imate noter recimo zrezke v omaki z grahom, biodietna gobova rižota, potem repo s fižolom, biodietni regrat z jajci, s krompirjem in s fižolom. Regrat upajmo, da počasi bo, glede na to, da se nas zima še kako oklepa, ampak ne pustimo se ognati zimi, vse te stvari lahko seveda pri vas doma lepo pripravljate z zdravo soljo in gospod Stane bo tudi razložil, kako se dejansko zdrava sol uporablja, kajti malce je razlike med uporabo tiste soli, ki smo je navajeni doma kuhinjske, med to zdravo soljo. Tako da tudi vi ste, kot sem dala, knjižico receptov spisali z vašimi prijateljicami, znanci, žena je dosti pomagala. Kaj so vam one recepte dejansko narekovale, ali ste vi to preizkušali doma? Ja, ne, preizkušali smo že pol, seveda, vse pa prej tudi. Pa pojedli tudi verjetno? Tudi, seveda, vse drugače pa je to univerzalna knjiga receptov, če bi tako vzeli, ne, ker ni nobene razlike. Je že tu pa tam kakva, tako da je med vsakimi kuharskimi recepti, skrivnosti kuharce tudi imajo, ne. Male skrivnosti velikih mojstrov. Tu sem pa jaz razkril vse skrivnosti, nobene ni noter take, predvsem te skrivnosti okrog soli nisem zadržal, ne, to sem ravno v tem je hec, da sem jaz razkril, tako kot je tudi na samih platnicah piše razkritje stoletja, ne, to so me napravljali takrat na začetku, zdaj je sicer ovitek čez, ampak če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, ne, jaz sem v knjigi razkril vse, kar sem odkril. Tako da je to treba tako zastopiti, ta podnaslov na samih platnicah. In da še pač tudi omenjava, da ne bi zdaj slučajno kdo predvideval, da ste vi do tega dognanja prišli kar tako, ne vem, verjetno kar z zraka nekaj padlo. Vi ste dejansko po izobrazbi kemik, tako da tudi dejansko poznate te stvari, poznate, kako sol je sestavljena, zakaj ste tako sol naredili, pa mogoče tu samo, da še na tem mestu poveste, zakaj dejansko, kaj je vaša sol tako drugačna od tiste, ki jo kupimo v trgovini. To že, da sem kemik, ampak jaz v soli do tega odkritja nisem vedel čisto nič več, kot pa vsi ostali, ne, da je sol pač sol. Tako še danes misli marsikdo, kar sploh ni res, ne, ker soli je, kolikor hočete, ampak take, ki je danes kot jedilna sol, ne, jaz pravim, da je to, tako kot v Bibliji piše, v Svetem pismu, sol, ki je pokvarjena, zavrži, ne. Jaz trdim, da je vsa jedilna sol, ki je na trgu po celem svetu že, ne, biblijska sol. V tem smislu, ne, to je opozorilo staro, lahko si predstavljate, koliko so ti teksti stari, ne, tako da tudi vsaka naravna sol ni prava sol, ne, iz tot verjetno izhaja dobesedno, drugače v prenesenem pomenu je pa to marsikaj pomeni, ker v Svetem pismu imate tudi stavek, kjer je sol na najvišji nivo postavljena, ne, sol je povezava med človekom in Bogom, piše v knjigi. Tudi zato, ker je takrat bila to zelo težko najdena dobrina, niso dejansko vsi imeli. Ja, prvi človek je očitno takrat, ko je začel sol odkril. Istočasno se je to zgodilo z začetkom uživanja kuhanja pa pečene hrane. Ta prispodoba Adam pa Eva pa jabolko, ne, jaz tudi v knjigi pišem, da je to jabolko moralo biti pečeno ali pa kuhano, ali nekaj požar ali karkoli je bilo. In če Eva ne bi odkrila soli, recimo da ona, no, in Adamu ne bi tistih jabolk posolila, bi Adam ne preživel. Ker to se da dokazati enostavno vsak dan.
samo noben tak nor ne bo, da bo šel na kadake, ampak nevede pa to delajo. Hrane nič ne solijo, ne, potem jih pa vse napade. Od ledvične odpovedi do vsega, tako da to takega testa ni zadelati, ampak če bi pa res hotel dokazati, ne, kar bi bilo res neumnost, a pa tudi, jaz ne vem, kaj to dokazoval to pre sebi, no, razliko jedilno surov 10-krat predirano pa naravno v enem akvariju majhnem, na ribicah, ne morskih. Samo enkrat sem to naredil, pa ne bom več, ker se mi je to zasmililo, ne, ker ena ribica se je kar obrnila, si lahko mislite kjera, ne. No in dejansko zdaj, kakva je razlika potem med to vašo soljo, zdravo sol, ki je tudi v bistvu zaščitena blagovna znamka, naj povemo, in pa to, ki kupimo v trgovini? Ja, no, to je tak neroden naslov, ne neroden, tak se je pač rodilo. Jaz sem dal v knjigi naslov zdrava sol, takoj, ne. In sem tudi potem sol imenoval, pa zaščitil kot blagovno znamko zdrava sol, ki se skupaj piše, ne, Sale Salute. In od tod se tako malo, ne da se nerodno sliši, ampak v začetku je sploh to šok bil, ko jaz govorim, da lahko sploh kjera sol zdrava, če so pa vse strupeni, če pa je velja, še danes tudi mnenje, ja, da je sol bila smrt. Ker v bistvu bombardirani smo vseh strani, da čim manj soli, nič soli. Ja, to čim manj soli je napačen stavek. Zdravniki ali pa Svetovna zdravstvena organizacija, ki to propagira, mora povedati, o kateri soli je govora. O tisti, ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija okrog joda sama priporoča, da mora biti toliko joda v jedilni soli. In pri nas smo v pravilniku soli 99. leta spremenili, ne. Ampak vse te države, ki so se demokratizirali, recimo, no, socialistični tabor, pa ta so prvi ukrepi vseh vlad so bili ti, da so spremenili pravilniku jedilni soli iz doze joda noter, ki je bila 2-krat, 3-krat višja, kot je v naravi. To je zaradi uporabe kamenih soli, ki joda nič nimajo, ne. To je že bil začetek, jodirana je že bil dobronamerno, ampak tako ponavadi vsak dober namen se spremeni na koncu v slabo, ne. Tako da dejansko razlika je potem v jodo. Ja, generalna, med morskimi solmi in jedilnimi, oziroma jedilnimi kamenimi. Ker v bistvu zdaj, če povzamem, je jod tisti, ki potem povzroča škodo v telesu. Ja, če ga 10-krat preveč, ja. Ja, tako da v vaši zdravi soli je pa dejansko tolika količina, kot mora biti. To razlika ni tista pomembna razlika, ker tudi med vsako naravno soljo in jedilno je razlika v jodu. Naravne soli imajo joda tam do 3 mg na kilo, če jih to preračunate. Jedilne soli pa pri nas od 99. Nemci, pa to so že prej imeli, ta zahodni del Evrope je imel že prej takšno količino dodanega joda, ampak so pa imeli Evropejci na izbiro naravno sol morsko, ali pa to 10-krat predirano jedilno, ne, v Jugoslaviji, pa potem še v Sloveniji do 99. ne do 99. do vstopa v Evropsko unijo pri nas, pa na trgu kot jedilne soli niso smeli biti naravne, ne, morske ali pa kamene, se vseeno. So morali biti vse jodirane po pravilniku o soli z 10-kratno količino. Tale vaša sol, to je pa dejansko morska sol. Je morska, naravna, kar se joda tiče, ni ga nič vzetega, nič dodanega, ne, tako da, ampak pravim, to ni samo razlika med to zdravo soljo in ostalimi. Ta razlika je generalna med jedilno soljo in naravnimi solmi. Med jedilno soljo in naravno morsko je razlika 10:1, ne. Če pa vzamemo naravne kamene soli, ki pa joda res nič nimajo, oziroma v majhnih sledovih, ker kamene soli so stare, jod je pa element, ki sublimira s časom, pri povečanih temperaturah pa sploh, in gre v atmosfero, ne, in potem pada z dežjem dol, ampak ne po tistih kamenih soli, ne, tam pač pada po celem teritoriju. Recimo kamene soli, ki so obarvane, ne, tako rahlo, ne, so sivkasto, črnkasto, recimo himalajska, roza, ja, ne moramo njihove imeni govori, ampak to
to je samo posledica nečesa. Te naravno kamena sol je ravno tako morska, ne? Samo da je toliko stara in je jod sublimiral, ampak če pa še ni, oziroma ko se je naravno posušila, vsebuje tudi tale železo, ne? Natrijev železo, ki je bele barve v morski soli obliki, ampak potem, ko se pa to železo, ko oksidira na železo klorid, recimo, ko oksidira, pa postane ena barva oksida železnega rjava, ena je črna, ena pa rdeča, ne? In tako so potem te soli tudi različne barve od stopnje temperature in dostopnosti kisika. To je ta razlika, ne? Če vi danes date katerokoli naravno morsko sol v peč, pa je na 1200 stopinj, recimo se gledate, bo taka roza ratala, ne? Če bo tudi spremenila barvo. Ja, tako da to nič kaj druga, ni kak bav tu okrog nobenih. Ampak tako v zgodovini pa je vulkan se grev na tako temperaturo, da je potem kot steklo ne, je lepo tako barvana roza, pa pri nižjih je malo bolj tak temna in pa tudi nekaj je naravne, nerafinirane morske soli, ne. Tista, ko je bela kot sneg, še ne da trditi, da je nerafinirana, v tem smislu, ker rafinacija pomeni nič drugega, ko pa se sol pere, ne, naravna morska. In potem da se tam največjo napako naredijo tudi s tem, ker se če je kakšna smeta, kaj izpere tudi tisto, kar jaz naredim v biokodi, ne, sol in C-vitamin v celi sestavi, ker morje je polno zdrave soli iz razloga tega, ker je morje polno C-vitamina tudi, ne. To so me tudi debelo gledali na začetku, kaj jaz govorim in trdim, ampak je čisto logično. Ker vse, kar živi v morju, izloča z izločki z urinom, pa tudi C-vitamin, ne, to je nus produkt vsakega živega bitja, izloček, ne. Tako da dejansko to malce tudi kroži. Ja, seveda, in tako, ja, tako iz tega stolišča pa vi, no zdaj pa to, kaj je razlika, pa med ostalimi, ne. Te soli ne smete pregrevati, kuhati nad 65 stopinj, ker se smer vrtenja C-vitamina obrne in je presnove konec, ne. To, če si tako čist predstavljate, če bi šel risanko delati, pa kak film dosnemal, bi lokomotiva pa vagončki, ne, lokomotiva je C-vitamin, ki se vrti, vagončki so pa molekule na te vagončke naložene, od sladkorja do maščob do beljakovin, je to, ne, ampak presnova poteka tako, da se v ritmu bitja srca suče ta C-vitamin in prehaja skozi molekularna sita, ki so čist po domače zopet nižujo kot take matice, ne, in se to vrtinči pa šraufa not, no. To ne pade kar tako v pisker z vrha, tako da to je človeško telo je precizna, elektronsko regulirana mašina, bo ne samo človeško, vsa. Seveda. Vsa živa bitja so tako. Zdaj pa mene zanima, recimo, ker tudi jaz sem prepričana, da najne gledalce in gledalke zelo zanima, kje oziroma zakaj dejansko uporabljamo to zdravo sol? Kje jo vi najbolj priporočate, pri kakih boleznih, zakaj? Recimo sva že zadnjič tudi se dotaknila nekaj bolezenskih stanj, ampak dejansko se da izboljšati zadeve. Ja, no, se to, ta zadnji zdaj, če ti nič ne pomaga, pomisli na sol, sem zadev v bistvu, ne. Nekomu, ko nič ni. Jaz priporočam vsakmu, naj beži od jedilne soli. Če glih niso proizvajalci teh jedilnih soli nič krivi, ampak tak je predpis, ki ga je sprejela oblast, ne vsaka. Tako da to že kar na prvo roko, to bi bil nasvet za vse, ne, da se vse izognejo tem 10-krat večjih količin joda, ki povzroča, poleg vseh ostalih, ampak najbolj tak viden problem je to, da vsaka tretja ženska ima probleme s ščitno žlezo, ne, ker ščitnica je pa res dejansko direktno povezana z
količino joda, če ga je premalo, nastane golša, ne, in zato se tudi kamene soli so se začele z dobrim namenom jodirati v takih normalnih porcijah. Če ga pa preveč želuje, ne, potem pa sledi... Zelo hitro se nam tudi zgodi, da mi kako porcijo preveč pojemo, lačni smo, včasih tudi tisti občutek, da želimo slano hrano in potem spet s to količino prinesemo preveč joda v naše telo. Ja, seveda, no, saj to je še pa sploh nerodno, ker zaužijemo več hrane, zato in s tem tudi več joda in telo tudi ima preveč soli v organizmu, ne, marsikatero, in to je večinsko skoraj v začetku. Ne pomanjkanje ravno, ima pomanjkanje te zdrave soli, v splošnem ima pa preveč joda, ne. In zato pa ženske to najbolj, moški vsak 15 samo, ampak to je tudi logično, če gledamo, kdo vse hektolitre vina in piva popije, to smo moški, ženske ne, in dobro v slabem je to, da se s tem tudi izluži jod, ne, ker telo se trudi, da se čim prej vsega odvečnega znebi, kar od joda do česarkoli, ne, in ženske še pa ponavadi vode ne pijete ravno, ne. No, ampak verjetno gre to z vodo tudi. Če bi veliko količino vode popili, bi verjetno lahko z vodo tudi dvajali, da ne bi zdaj res koga navajala na tudi na silu. Vse tega je tudi veliko, ko jaz sprašujem, kaj vode spije, pa pravi, ne, po 3 litre na dan, pa 4, pa 5, pa vprašam, zakaj ste žene toliko, ali ja, taka so priporočila, ne, na silu. Ampak nekaj pa tudi. Toliko, koliko telo potrebuje. Dansko telo nam samo pove, kaj potrebujemo. Poslušati ga je potrebno. Ampak je nekaj drugih štospo je, ne. Kdor bi na to mojo sobo videl, da ne bo več žen, v tistem smislu tako Sahara, no. Jaz se vsak posebej včasih spomnim, a pa še zdaj je bilo konca velike noči, ne. In sem res neko šunko kuple, pač ne odkot je prišla in je bila seveda. Jaz ne takoj ve, samo ni bilo druge izbire, pač z drugimi tam. Tako sem bil žen kot Sahara, ne. To čutiš takoj, no. Ker se telo hoče izločiti točno joda, ne. Navajeni na drugo, zdaj na zdravo sol, na normalne količine. Ja, in to je tudi en tak preprost znak nekoga, ko fej žeja, ne. Jod razlog, lahko je pa tudi razlog povečan sladkor v krvi. Se tudi hoče telo ga znebiti, ne. In če ima telo dosti soli, da lahko ledvice to naredijo, da ga sladkor povečan izločijo na vodo, velikega problema ni, ne, ampak ponavadi se to vse skupaj drži, ker sladkor se poveča ravno zaradi pomanjkanja elektrolitov, pa eno z drugim, pa nikoli konca, ne. Pol pa se začnejo tablete, pol pa pridemo na to, če ti zdravila ne pomagajo, pomisli na sol, ne. Ker zdravila niso za celo življenje, ja, vedno je sol v ozadju. Seveda. Vi, gledalci, gledalke, seveda še vedno imate možnost poklicati v oddajo, vprašati gospoda Staneta, karkoli vas zanima v zvezi z uporabo zdrave soli, kajti uporablja se lahko res na različne načine. Če želite poklicati v studio, vprašati gospoda Staneta, je telefonska številka 090 500 600. Vkolikor pa želite, da vas gospod Stane pokliče nazaj, vam svetuje, ga vi kaj vprašate, pustite vaše podatke na odzivniku, ne pozabite telefonske številke, imena, da vas lahko seveda pokliče in tudi seveda vsi prejmete eno stekleničko zdrave soli popolnoma brezplačno. Tisti, ki pokličete v oddajo, jo dobite tudi brez poštnine, na dom poslano, ostali pa, ki pustite vaše podatke v odzivniku, pa plačate tisto minimalno poštnino, 1 evro, pa nekaj bo to zneslo. Še vedno pa dobite seveda stekleničko zdrave soli popolnoma zastonj. Zdaj bomo tudi z gospodom Stanetom pokazala tole stekleničko, da boste videli, kako izgleda. V sami steklenički je 230 gramov te zdrave soli in dodana je tudi epruvetka, ki je namenjena za dnevno porabo količine soli. Da dejansko v bistvu lahko sami kontrolirate, koliko porabite. Ampak kaj, na kakšen način, kako, bom pa seveda spet predala besedo gospodu Stanetu. No, če vzajemo tole 240 gramov je za prehrani za 2 meseca približno, ne, za eno osebo. Če pa uporabljate tudi, kar prej nismo omenili, tudi za osebno nego, je pač toliko manj, no, gre pa zato sem zdaj rekla, da boste vi razložili, zakaj 10 gramov. Ena doza na mesec za vse skupne, za zobe, pratje,
potem zakopati se, zašpricati po koži, tako šprico si naredi. Zelo dobre recimo za suho kožo, to smo že povedala. Tudi to, ampak tudi zdaj v tem je zopet času v hrani. Vse osnova je biodieta, če ne samo špricanje, tudi ne pomaga doskaj, malo boljši že, ampak ni to to. Zdaj je tudi, če jo prašku, to, kar ste rekla, v vsaki je noter je krevetka, ja. Jo tako stisnemo, ne. Čisto preprosto gre ven, ker jaz doma uporabljam, ravno zadnjič sem novo odprla in gre brez problema. Imamo to merico, ne, teh 8 do 90, če čisto polno je 10, če je tako normalno, je 8 gramov teh poprečnih. Ampak dejansko za hrano je dovolj 5 gramov na dan, ostalo je pa potem za zunanjo uporabo. Ja, ampak je čisto odvisno, koliko človek kalorij pokuri, ne. Mladina več, tudi za njih cela doza, ni nobeno čudo ali pa karkoli nerodnega. In potem čisto preprosto, ja, pa poglejte, kako se lepo napolni. Tako malo, ja. Epruvetka. In če greste kam, recimo... To imate, to je teh, zdaj ni polno, čisto je okrog 8 gramov, no, ampak vse to. In če grejo kam, lahko vzamejo sabo, recimo... Dajte dlan, zdaj pa, če boste lahko pokazali, pa probajte, tako s prsti, kak je to zdaj bolj fino od prej. Videlo. Tale je v bistvu res dosti bolj fino mleta. To se da zdaj uporablja čisto normalno, da ni treba ne mlet, ni treba drobiti jo, ampak če že ne, bom to dala že tu na rob, ne bom... Tako, z lesenim terilnikom, tem, ki gre zraven paketu nekaterih, ali pa lesenim, ne, kovinski pa tistim, da bi kristalčke lomili, ker se sprošča očitno taka energija, kot da bi jo kuhal, ne, in to je tisti 65 stopinj. In potem se uniči dejansko, uniči sol, ostane kot sol, ampak učinka nima več. Tako da, ja, tako da poudarjamo, vse, kar se kuha, vse, kar se peče, vse, kar se prej dela v kuhinji, se najprej skuha, speče brez soli, potem pa se naknadno soli. Pa tudi brez začimb, ne, to je tudi pomembno, ker tam je C-vitamin tudi, ne. Tako da, ja, zdaj pa tisti, ko pa noter kličejo za vzorce, ne, ali bojo vprašanje postavili, ali bojo postavili vprašanje, prosim, na odzivnik, dobijo še zraven take doze, ta zgaga test, ki smo ga že tudi večkrat, tu je pa samo selekcija večjih kristali, ja, še precej večji in je to taka naravna tabletka, recimo ni tabletka glih, ampak so taki večji kristali in če si ga daš, zgaga test, zato sem tako to imenoval, ker očitno v 90% po vseh mojih izkušnjah pa po razgovorih je razlog zgage točno v tem debalansu elektrolitov, ne, in to takoj vidiš na sami zgagi, ne, tisti, ko imajo ta problem. Tisti, ko pa glih zgage nimajo, pa vseeno je nekaj narobe, pa samo ocenjujejo prijetnost ali neprijetnost okusa na jeziku, ne. In v obeh primerih gre za debalans enkrat preveč elektrolitov, enkrat premalo. Če je pa okus neutralen, pa problem... To zapomeni, če nam je preveč slano? Ja, potem je preveč soli v organizmu že, ne. Če je premalo, če pa bi... Če pa čutimo še potrebo, da bi še sol, v bistvu pa je potem premalo. Samo to je znak, da začneš, da potem zamenjaš sol, pa ta debalans urediš, ne. Če pa je okus neutralen, pa pomeni, da je glih prav elektrolitov. No, nekdo, ko je recimo celo življenje bil na morski soli, naravni neki, pa če je tudi zadost solil, ker to je tudi tak, da tudi tam ta propaganda dela svoje pri naravnih solih, tudi ne soli si, ker ne soli si. Zdaj si zamislite, naravne soli imajo recimo 3 mg joda, ne? In ta propaganda ne soli si, pa da bi si polovico recimo samo dobil v sebi, bi to pomenilo, kot da je joda noter samo 1,5 mg, ne? Pa je skoraj nič ni, ampak zelo malo. In to ne, pri tej soli sploh, pa tudi pri naravnih morskih, nič manj, po okusu, na zgornjo mejo okusa. Tako da to se točno vidi, kakva laž je to debela, ne, da mora biti 10-krat več joda noter. Ker to noben nič ne reče o zdravniku, tisti, ko sem se jaz, kaj pa tisti, ko je na naravni soli, pa dobi 10-krat manj joda skozi sol, pa govše tudi ni, ne. Jaz, če bi to bilo res, bi že mogel tak, pa vsi ostali, ali pa dalmatin. Ja, ampak vpliva pa dejansko. Ja, seveda. Ampak pravim, to je treba biti
pozor na to, treba je jezik temperati na pravo vrednost, ne, in to samo s preizkusi takimi. Recimo zgornja meja okusa je ena provedka na liter juhe, ja. Ja. Tudi to recimo ena ta cela na liter juhe, tako je. Se to skuha, se poje, se preizkusi. Salate, kilo mesa, vse je to tako približno na kilo. Jaz mislim, da je na juhi se to najlažje da preizkusiti, ko se samo raztopi in tam dejansko dobimo potem celotno količino te soli od 10 gramov. Samo nihče liter juhe ne nihče. Jaz je že tudi, tudi najboljši post tudi bi lahko bil je, ne? Da samo vse elektrolite dobiš skozi nič kalorij skoraj, ne. Takrat se res hujša z bolj hitrim tempom. In to, ko smo zadnjič razlagali, to je ena taka čisto običajna skuševalna kura, bo tudi pravilno. Če bi nekaj juhe, kakšne zelenjavne, kakršnekoli, no samo juhe jedu, pa da je na dan liter juhe spraviš v sebe, ne, pa eno provedko soli, boste imeli za tisti špehec po kuri, če pri debelosti, ne. Pol jo rabi normalen organizem za tisto, kar je pojedel, kar je pa več, pa porabi za to, da razkroji maščobe, ne, da se lahko presnovijo in izločijo. Pa v bistvu še nič slabega ne delamo s tem, ker ni dodatne količine joda noter. Ne, seveda ne, pa gibati se, pa tak naprej, no, pri takem. Ker to pa vemo, da bi v bistvu zdaj nekdo pričakoval, da bo imel doma to vašo zdravo sol, pa bo samo pojedel na dan po 10 gramov, pa potem shujšal. To tako ne gre dejansko, ti čudeži ne obstajajo. Ne sme tega imati kot zdravilo ali pa kot tableto. Kot shujševalno recimo kuro. Ja, pa tudi to ne 5 gramov glih, točno 5, pa nič več, pa nič manj. To je ena poprečna mera, ampak to zdravniki medicina pravi 5 gramov, ja, ampak edino s to se na ta način lahko dosežeš tako nizko porabo v resnici, ker 5 gramov se mogoče tako zgleda v provedki veliko, ampak če pa bi šel analizirati v hrani, koliko je, ne, to kar tudi danes soli si, ko je bila v eni koščko kruha je solida cel dan, kako že pa v eni pici ali pol četrt pice, ja, če tako analiziraš, ja, samo katere jedilne, ne. Dejansko v bistvu mi se lažje doma pripravimo hrano, lažje si to tudi potem doma nekako prerasporedimo. Seveda. Je pa sicer res, da če kuhamo za celotno družino, da takrat 5 gramov na sebe, na moža, 5 gramov na otroka, to je malo težje. Potem v bistvu tako, kot ste rekli, po okusu. Samo to, ja. In najlepše je otroke pa vse navaja, da si kar sami hrano solijo, ne. To je največje darilo lahko otrokom tisto, da se nauči sam soliti hrano, ne. Ker nikoli ne ve, kaj ga bo v življenju čakalo in če tega nimaš že ugorejenega, pa da veš, za kaj gre že v otroštvu naprej, da jih učijo, te ne more kar tako slučajno nekaj nesno. Ja, ker dejansko že od malega jih navajamo na svoje navade, na to, kakšen imamo mi okus, ne dejansko otroci, mogoče pa dejansko toliko ne potrebujejo. Koliko sem jaz imel v začetku problemov, zdaj že manj, ko smo se tako z mamicami pa mladimi, pa tako, pa ne soli si, ker otrok pa instinktivno kar na sol gre, pa s prstna maka. Pa tudi že če vidi recimo koga, da si kaj dosoli, si vzame. Otrok ima ta instinkt prvotni, zelo razvit do začetka, dokler ga mama ne ubijemo to. Ampak zdaj bodo lahko gospodinje ali pa gospodinci z vašo tole knjižico receptov recimo pravilno kuhali, si pravilno tudi namerili oziroma odmerili sol, lahko rečem. Vi gledalci pa imate še vedno možnost, da pokličete, da si sami prislužite eno brezplačno stekleničko zdrave soli, ki jo boste lahko doma tudi preizkusili. Čisto nič vas kaj več ne stane kot 1,49 € na klic, to ne pomeni na minuto, ampak na vaš klic, ko kličete. 240 gramov ima steklenička zdrave soli, za eno osebo nekje približno, če uporabljate za hrano, je to za 2 meseca popolnoma dovolj, lahko pa zdravo soljo delate tudi marsikaj drugega, o tem tudi v nadaljevanju naše oddaje. Seveda pokličite na 090 500 600, vprašate gospoda Staneta, kar vas zanima. Za vse tiste, ki pa mogoče ne pridete v oddajo, imamo tudi odzivnik, lahko na odzivniku pustite vašo telefonsko ime, vas bo gospod Stane kontaktiral nazaj, ter se boste tudi seveda z njim pomenili, karkoli vas zanima.
Tako, gospod Stane, jaz bi se sedaj malce še dotaknila te zunanje uporabe. Vedno poudarjamo, da je sol uporabno tudi za marsikaj drugega. Ja. Meni je nekako ostalo spomin, da lahko celo to stekleničko stresemo kar lepo v banjo, se skopamo, si naredimo morsko okolje, eno morsko vodo in dejansko tudi uživamo. Zdaj, če ste malce iznajdljivi, tudi partnerja, svečke, kaki kozarček dobrega vina, da ne bom delala preveč reklame za alkohol, vse to lahko imate z tole zdravo soljo in seveda tudi vaša koža, vaše lesišče vam bo seveda zelo hvaležno. Pač malce se je potrebno znajti. Kaj se ostalo lahko delamo z zdravo soljo, pa seveda gospod Stane? No, recimo za umivanje, pranje, ali pa kako bi rekli zob, ne? Zdaj še sploh je še malo bolj fina frakcija, ker nimam krtačke sabo, ampak vse si predstavljate, kar krtačko namočiš, je glih taka površina in se prime gor, potem pa... Pa si mogoče kako raztopino recimo naredimo, lahko tudi izpiramo usta. Ja, že tisto je tako za pol, recimo to tudi priporočam vsakemu polu umivanja zob z pastami, ki so, ne? Si vse to naredi, da se večnega flora znebiš tudi, da ne poližeš, poješ, ne? Našpricaš šprico ali pa tako slavno raztopino, pa grgrad pa izkloniti, ne? Ker to je v bistvu potem že fiziološka raztopina tudi, lahko za čiščenje noskov, mamice. Drugač pa je najbolj pametno, resnično, to uporabljati, namočiš pa v starih cajtih tudi kaj druga, ni moglo biti, mislim, jaz se spomnim, ko smo na morje hodili čist mali cicibančki, kaj smo bili v Pulu, to prvič na taborenje, ne, smo si zove pravili z morsko, si rekla, to vršica tam, nič paste, nič, morsko vodo pa čuk. Vse na morju, če tako pogledate, v bistvu dejansko smo bili vedno zdravi. Tista morska voda, lahko rečem, da mama ponovadi govorila, babica, da vse potegne iz tebe ven, vse bolezni, vse ranice, kaj so bile, so se zacelile, boljše si se počutil, nose, tudi dihala so se sčistila, parkrat smo se tam malce potopili v vodo, pa je bilo boljše. Ja, razen tisti, tukaj sem zadnjič razlagal že neki so podsoljeni, pa ko pride do morja, se kar koža vname, ampak alergije dobijo, ampak to je samo ta razlog, je pomanjkanje elektrolitov in koža sol iz morja kar srka, ne, in potem se vname, jasno. In takrat ne neha, takrat je treba obratno narediti, oziroma zdajle se začenja čas, no, pričakujemo dopuste, sicer vreme ne kaže, ampak Glede, upajmo, da bo do junija sončno pa toplo. Pametno zdaj začeti se pripravljati, če drugo ne, zaradi lepote, ne, zaradi tega, kar tam gor piše. Ker zdravje ni na prvem mestu pri ljudeh, sploh pri ženskih, ne, prvo je lepota. Ja, to bi pa rekla. Najprej se zunaj uredimo, polepšamo. Ja, to že, ampak to ni samo specialno žensk, ampak jaz to v knjigi pišem, lep je rad vsako živo bitje, ne, in tako naprej, tako da to nič ni tako groznega. Saj tudi marsikateri moški je recimo zelo nečimen, se rad uredi, tako da jaz bi kar za vse priporočala to zdravo sol, da lahko uporabljajo, ker res mnogo dobrega dejansko prinese. Samo tako kot vedno govoriva, enostavno v glavi je potrebno nek klik narediti, obrniti tisto kuhinjsko sol ven, zdravo sol v kuhinjo in to sol uporabljati. Tako jaz pa mislim, da imamo danes zdaj klic. Dober večer. Dober večer. Dober večer, gospa. Ja, jaz se zanimam za tole sol. Ja, povejte, kaj vas zanima. Ja, če je tole tudi za pritisk. Vam bo gospod Stane odgovoril. Ja, seveda imate povišanega ali ponižanega, kaj? Preveč, verjetno. No? Imate visok krvni pritisk ali imate nizki krvni pritisk? Visok krvni pritisk. Zdaj, da nama zgubljala cajta, pa to vas niti ne bom vprašal, kje se giblje, pa to sem prejšnji oddaji razlagal. Pustite, pokličite na odzivnik, pustite naslov noter svoj, ne, in ulico, pa tak naprej dobite brezplačno, brez poštnine dozo na dom, pa boste pol lahko videla, tudi kratka navodila so zraven. Na internetu si preberite knjigo, pa recepte, če ga imate. Če ne, se bomo pa pokličete pol. Tako da, ja, ne glede na diagnozo bolezni, zdravniško, če vam imate tablete, imate, sigurno. Gospa že odložila. Mislim, da se je gospa poslovila. No, sigurno ima tablete tudi, ne pomagajo. Ja, tablete imam, ja. Ja, no tako, ja, in vam ne pomagajo v tem smislu, da jih ni treba več, no. Ne, pa kaj samo te tablete imate, ali še kakve druge tudi?
Ja, Imate samo tablete za visoki krvni pritisk? samo tablete, ja, zjutraj in zvečer. No, vse boste videla, puste naslov noter na Ja, odzivniku in imam še dobiti. pa druge, za srce tudi. Ja, vse boste, lahko se tudi slišiva, pol naslednje. Moram odzivnik poklicati pa naslov dati. Ja, samo to, ja. Ja, gledajte, gospa, pokličite v odzivnik 080, to je brezplačna telefonska številka 8785, pustite tam vaš naslov, ulico, ime, priimek, zaradi tega, da vam lahko pošljemo stekleničko te soli brezplačno domov, pa seveda gospod Stane vas bo poklical, vas bo kontaktiral, pa vam bo odgovoril še na katero drugo vprašanje, kaj vas bo zanimalo. Zadovoljni in v redu, gospa? Dobro, zadovoljna. Dobro, lep večer vam želim, pa seveda dosti zdravja. Lahko noč. Hvala, lahko noč. Ja, v redu. Lahko noč. Ja, no. Ja. Sej, seveda, je začela gospa našteva, samo ponavadi se tako to skup drži, ne, pa pride cel kup tablet in že od tega ne moreš zdrav biti, to Potem že pa tu že zdravniki problemi z govorijo. želodcem, problemi Ja, z seveda, točno to, zgago, vse pripravi pa zgaga, posledično. ja. Pa ne veš, pa na koncu, poleg vseh, če moraš iti na tablete za reflux, zgago, danes mi je ravno ena gospa, 91 let stara, glas ima pa tak, Madonič, kot mladenka, smo kar govorila, ampak tudi v tem refluksu pa malo uporablja že, ne, en cajt, par let pravi, moja soba, ampak je začelo nekaj se na prstih ščemenje neko čuti, ampak ko smo se pol tako pogovarjali, je lahko tudi to, ker star refluks, ne, ima tudi tablete, je že znak, da je nekaj narobe in lahko, da je malo premalo soli na zgornji, to se nekaj ne to probo naredi, ne. Verjetno se je v tem času mogoče kaj malce spremenilo in gospa je vedno isto količino Ja, soli sej, uporabljala, ni bila pozorna na okus. Ja, Tako da sem prepričana, da za to najino gospo, ki je poklicala v oddajo, vkolikor bo postila, upamo, no, da bo postila, poklicala v odzivnik. Vse, če ima pa slučajno res tudi reflux zgago, no, tako po domače rečeno, te želodčne težave, to pa takoj je videlo, ker dobi ta zgaga test tudi, ne, zraven, ki je tako bolj priročen, drugače pa seveda lahko daš ščepec soli tudi na vodo pa na jezik, ampak to je bolj tako čisto priročno na prvo žogo, ne. Dejansko probat mora gospa Ja, preizkusiti, bo da bo takoj. videla na lastni koži, potem Seveda. pa bo dejansko drugače. No, z eno dozo bo pa potem začetne znake bo že videla, ne. Drugače pa takole v enem letu pa se mora uravnotežiti organizem, če se koliko, toliko, tako pri sebi, jaz vem, ne. Po odkritju samem, jaz v 3 mesecih sem že bil na pravi poti, to sem videl po meritvah, ki sem si jih delal sam, kar naprej, ne, cukr, trigliceridi, holesterol, kilje so šle tudi dol. In nisem se vsega znebil v 3 mesecih, ampak v enem letu pa resnično in tablet, takrat predtem sem jih res imel tako za pritisk glih, ne, pa ampak tega recimo za reflux, za zgago, to je bilo nekaj neverjetnega, jaz brez 2 tablet na teže nisem sploh mogel preživeti, pa še prav, da je vmes, ne. Zdaj, Še dejansko paziti ste morali, še kaj aspirina ne pogledam, pojeste. ker ne rabim enostavno, ne. In v bistvu zdrava sol potem to spremeni. Vi ste Ja, živ dokaz, lahko in rečemo. biodiet tak, ja, ne samo kar tako zdrava soda bi nekdo mislil, ne, da bo kar tako malo lizo pa malo slane vode pil, ne, to je premalo. Pomaga na prvi šus, pa da vidiš, ampak drugače pa biodieta, ta Potrebno je univerzalna, uporabljati. no. Tako, ja. Saj vi ste v tej biodieti res, lahko rečem, da zajeli vse recepte od A do Ž zdaj, če samo tako na hitro pogledam, tudi hren recimo krušni, potem juho govejo, kako naredimo, biodietne smetanove kumare, segedin golaž, potem sočni golaž, biodietni ričet, sirovi štrukli. V glavnem iz teh rižota, repa s fižolom, iz teh receptov dejansko lahko izhajamo na vse druga živila, lahko Kdor se rečem. bo naučil to, da si bo prišel, noter, v čem je vic, ne, bo začel kuhati vse recepte, ki jih Samo pozna, da malce pa jih bo bo meso prebral v zamenjal, kakšni malce- knjigi, ali kjerkoli že, vse te recepte, Ja. kakor hočete. Malce kako drugo prilogo. In seveda, pol lahko začneš čarati, ne pol začneš, se tudi zdaj ženske ali pa sploh kuhari prakticirajo vse sorte, no, tisto nič ni napačno, ne. Napaka je v soli. In to pa res v vseh receptih.
Ja, dejansko imate res vse napisano, lahko vam povem, nič ne rabite skrbeti, vsi postopki, vse, kako se kuha hrana, kako se pripravlja, je napisano v tejle knjižici, tako da boste doma s tole knjižico, gospod Stane je dal, lahko si jo snamete z interneta oziroma tam pogledate, preberete recepte, preizkusite kaj skuhati, mogoče pustite v odzivniku vaše podatke, vas bo gospod Stane poklical, se boste domenili, kako priti do tele kuharice po domače povedano, ali vam jo gospod Stane mogoče tudi pošle, to se boste seveda vse z njim pogovorili in boste videli, ko boste enkrat začeli, samo začeti je potrebno, takrat bo seveda tudi samo od sebe naprej šlo, boljše boste kuhali, boljše se boste počutili in seveda tudi bolj zdravi boste. Imava še z gospodom Stanetom nekaj stekleničk na zalogi, ki bi jih rada podarila seveda v tejle najini oddaji, stekleničke zdrave soli, vse, kar morate storiti je, da pokličete na telefonsko številko 090 500 600, vprašate gospoda Staneta, karkoli vas zanima v zvezi z zdravo soljo in seveda po pošti vam pošljemo tole vašo stekleničko, da boste lahko res doma na lastni koži preizkusili, kako deluje tale zdrava sol. No, se tudi to. Najpozneje danes so tudi iz prejšnje oddaje vsi dobili, ne? Enih parih je bilo včeraj Zaglejte, poslano. da so bili prazniki, v ponedeljek je bil dela prost dan, tako da malce... To je bilo malo pozneje, oziroma tudi včeraj je nekaj išlo, ampak je pa zanimivo, kličejo sicer tule manj kot zadnjič, ampak v skupnem so jih pa tudi na odzivniku pustili naslove tudi prej, ne pa. Se to sploh ni merilo, pač mogoče linija zasedena, enostavno rajši pustijo na odzivniku, to zdaj čisto vsak po svoje, v glavnem, da midva tu razloživa, knjigo sva tudi že kar nekaj povedala o sami vaši knjigi, tudi o sami soli, lahko povem, da je bilo kar nekaj rečenega. Skoraj vse, kar me sprašujejo tudi zdaj ja, ampak vse daje tem v bistvu na to vašo zdravo sol en gospod kar nekaj. Po telefonu poklical je rekel, vse tam je jasno, pa kako vi kodirate. Zdaj pa bo še en klic. Dober večer, pozdravljeni. Dober večer, mene je zelo narodno, da vas moram klicati. Jaz sam gledam, koliko ste, slučajno sem preklopila na to oddajo, gledam, koliko ste oblečeni, gospa, rožice, hlače imate z rožica, meni bi bilo neugodno, prav res, gospoda, ko ga gledam, mislim, če nekaj predstavlja, ne mora imeti obraz dol, gleda tako, da ni zainteresiran, da bo jutri umrl v depresiji, jaz tega, kaj takega si sploh ne bi drznila, kravata, srajca, sploh ni pošlihtan, mislim, brez zamira, jaz si kaj takega ne bi drznila, kaj šele, da bi poslušala kaj takega, ko vi predvajate. Glejte, gospa, vsakdo ima pač svoje v bistvu, jaz bi mogoče raje vas videla, pa pogledala, kako ste vi oblečeni, pa bi potem komentirali, ampak ne bomo zdaj to javno, pač vsak po svoje, vsak ima svoj okus, vsak se obleče, kak njemu paše. Gospod Stane je v začetku gledal dol, ker je predstavljal knjigo, ker je mogoče kaj iz knjige prebral. Gospod Stane pač ni profesionalni voditelj, on nam pač samo podarja svoje znanje, da se mogoče kaj naučimo od njega, imamo kaj boljšega. Zdaj vsakdo si pa vzame pač toliko, kolikor mu paše. Vseeno pa hvala, gospa, za vaše mnenje, bomo vzeli v zakup. Nasvidenje. No, nič hudega, upamo, da bo gospa pustila na odzivniku naslov, da ji pošljem. Da dobi malce zdravja po pošti. Drugač pa jaz proti takim komentarjem sicer nič nimam, vse se pojavljajo že Alenko Bratušek, ne, so tako v delu vzeli hrvaški novinari, pa ti zaradi čevljev, ki niso pasali. Glejte, ljudje se spuščajo v take podrobnosti, ki v bistvu sploh nimajo nobenega vpliva, nobenega pomena. Jaz, če bi danes tu, ne vem, sedela v kopalkah, pa predstavljala to zdravo sol, je to v bistvu moja odločitev. Ampak midva se ne bova pustila zdaj motiti. Pač gospa je povedala svoje mnenje, smo v demokratični državi. Če gospe nič ne pomaga, ne pomisli na sol. Vsi lahko izražamo svoje mnenje, ampak midva nadaljujeva naprej. Jaz vas seveda še vedno pozivam, pokličite, vprašajte, kaj vas zanima. Seveda dajte vprašati seveda o zdravi soli, kajti zato sva danes s gospodom Stanetom tukaj namenjava svoj čas vam, da vam kaj razloživa, pomagava. Mogoče imate kakšne težave, kakšne bolezni, bi lahko to z zdravo soljo seveda izboljšali, bi se mogoče zadeve
pač malce izboljšale, pokličite na telefonsko številko 090 500 600, vprašate gospoda Staneta, karkoli vas zanima. Seveda v zahvalo za vaše vprašanje dobite tudi eno stekleničko 240 gramov zdrave soli, da boste lahko zdravo sol tudi doma preizkusili. Ne pozabite pa vaših podatkov pustiti v odzivniku, naslov, ulica, potem tudi seveda ime, priimek, telefonsko, da vam lahko pošljemo zdravo sol k vam na dom. Tako, jaz upam, da še bo kdo poklical, seveda z malce bolj prijaznimi komentarji. Še to nič takega ni. Točno tako. Jaz sem že navajen, ampak ne vem, kdaj je že bilo, mi je eden poklical, je bil moški ali ženska, se ne spomnim dobro. Je rekel, da tako zmazano govorimo, to je res. Gledajte, zato pač ne delate na neki televiziji, vi pač predstavljate te svoje stvari. Glede, najna oddaja počasi, imamo še nekaj 10 minut, počasi se približuje že koncu. Še vedno seveda imamo zdravo sol, ki vam jo ponujamo. Zdaj bi se pa mogoče malce gospod Stane midva preusmerila bolj k temi, čist za na konec. Moda. Ne, bila so modi, gledajte, o tem dejansko, kje vse še lahko zdravo sol uporabljamo. Recimo ljudje z želodčnimi težavami, potem tudi ljudje, recimo, tako kot je prej gospa klicala, visoki, nizki pritisk, ščitnica, glavo boli. Mogoče, vse je res preveč vsega, ampak mogoče nekaj na to temo bomo še povedali. No, saj jaz v knjigi omenjam različne bolezni, ne vse, ker pol bi bila ne vem koliko debela, ne, ampak če gre za ta neravnotežje elektrolitov in kalorij v konkretni porciji, pa potem v organizmu naprej, ne pomaga, ne glede na diagnozo, kakšno dobi bolnik, človek, ko gre zdravniku, kako diagnozo mu postavijo, če je razlog v tem, mu ne bo nobeno zdravilo, ne čaj, v resnici nič pomagalo, v prvem momentu že pomagalo, recimo nekatera zdravila za bolečine, pa za zgago, seveda pomaga v prvem momentu, pa tudi pol, če jih stalno uživaš, te že manj peče, ampak to ni prava stvar, ne, to ni za celo življenje, ker imajo vsa zdravila stranske učinke. Seveda. Tudi naravno, ni to, da bi vsak dan, ne vem, kaj pelin, recimo, ali pa karkoli, no. Dejansko zdravila nekaj dobrega naredijo, da nekaj dobrega seveda, v tistem prvem momentu in tako. Po drugi strani pa v bistvu nam kar nekaj škode tudi lahko naredijo zraven. Seveda, tako se je tudi zdravilstvo začelo, ne, človek je iskal za akuten problem neko rešitev, ampak ko se akuten problem odpravi, potem tistega zdravila ne rabiš več, ne, in to pri naravnih zdravilih je, ampak če pa zopet, ampak naravna zdravila niso nastajali šele zdaj, ko je sol 10-krat prejodirana, to je celo zgodovino, tako da takrat so že pomagala, ker takrat resnično, po mojem prepričanju, ni šlo za osnovo za ta problem neravnotežja elektrolitov in kalorij v konkretni hrani. To se je začelo pojavljati šele z jodno profilakso, z jodiranjem soli, jodiranjem hrane za krmila zdaj v zadnjem času, ne, in tega je vedno več in jaz trdim, da je jodna profilaksa motor farmacevtske industrije v tem smislu, ampak tudi farmacevtom nič ne zamerim, to, kar tudi v knjigi pišem, pa tudi podarjam vedno, to imajo armade delavcev, na hrbtu je treba plače dati, če hoče plače dati, morajo s prodajo zaslužiti, ne. Tako, še en klic imamo, dober večer. Halo. Ja, dober večer, pozdravljeni. Jaz bi rada vprašala gospoda, kakšna je razlika med nerafinirano soljo in to zdravo soljo, mislite? In to njegovo zdravo soljo. To sem ravno prej razlagal, cel svet, pa verjetno niste gledala. Nerafinirana sol je tudi ta, ne, ampak to mora po deklaraciji, po pravilniku o soleh pisati gor na vsaki taki naravni nerafinirani soli, mora točno to pisati gor, tako tudi tu piše, ne. Ampak to ne samo na tej piše, to na vsaki, če greste po trgovinah, pa boste to videla, vse zdaj jih je že nekaj na trgu, ne. Mora. Če je taka, mora pisati nerafinirana, ne mleta, ali pa lahko je tudi mleta, no,
naravna sol, brez dodatkov in tako naprej. Tako da v tem smislu deklaracije ni med naravnimi morskimi solmi in to nobene razlike v tekstu samem, ker ne sme biti, ne. Mora biti, če je to tako deklarirano. Recimo pri jedilnih soleh pa mora biti deklarirano, ali je mleta, ali kaka je in jodirano, ne. Tako da v tem smislu ni razlike. Razlika je v tistem, kar sem prej rekel. V tej biokodi pa načinu uporabe, ne, pod 65 stopinj in v tem je razlika biokoda, ki jo lahko, če imate internet... Za koliko časa je ena tista konfekcija soli, ki jo zdaj držite v rokah? Za koliko časa? To je za 2 meseca za prehrani ali pa 1 mesec, če jo še za zunanje uporabljate. In to lahko resnično na koncu dosežete takšno porabo, kot zdravniki priporočajo, ne. 5 gramov na dan za poprečno osebo, seveda. Z jedilnimi tega ne dosežete nikoli, iz razloga, ki sem ga že tudi razlagal, pa v knjigi pišem, ker takrat, ko vi pri jedilni soli mislite, da je dost slana, je samo joda za dost noter in potem namesto ene porcije pojete 2 in tako se to nadaljuje in se človek zredi, pa še prej soli ima potem na koncu v sebi, tako da to je drugače pa najbolj enostavno si je knjigo prebrati na internetu ali pa drugače v knjižnicah, knjigarnah kupiti, sposoditi. In koliko ste rekel, zadnjič, da stane ena taka steklenička 5 evrov? Kako? Koliko stane ena steklenička? Tako, 5 evrov, ja. V trgovinah. Tu nekje približno. Vi pa danes tako dobite, gospa, eno stekleničko zastonj. Edino, kar vas prosim, pokličete še enkrat na odzivnik, na brezplačno telefonsko številko 08087885, pa pustite tam vaše podatke, naslov, telefonsko številko, ime pa priimek, da vam lahko gospod Stane tudi pošlje to stekleničko. Jo boste preizkusili, pa boste videli. Zadovoljni, gospa, z odgovorom? Prav, ja, v redu, hvala. Hvala vam, lep večer, želim pa nasvidenje. A viš, nisem pa vprašal, kaj je gospod pretegnilo, kaj fali, pa bomo še že slišala. Samo bo gospa postila na odzivniku podatke. Pa hoče preventivno hoče, to bi bilo najbolj pametno, ne? Glejte, vsakdo poskusi, vsakdo lahko dejansko sol še vedno dobi, še par minutk imate možnosti, 0900500 je telefonska številka, da pokličete v oddajo, vprašate gospoda Staneta, kar vas zanima, seveda v zvezi z zdravo soljo, ali jo že uporabljate, bi jo želeli uporabljati, v vsakem primeru dobite eno stekleničko zdrave soli domov. Vkolikor pa želite, da vas gospod Stane kontaktira, pa pokličite na odzivnik 08087885, tam pustite vaše podatke telefonsko, vas bo gospod Stane poklical, ter se boste seveda z njim pomenili, karkoli vas zanima. Tako, gospod Stane, najna oddaja je seveda že čisto pri kraju, lahko rečem, proti koncu vse skupaj šlo, v glavnem veselje mi je bilo z vami danes tukaj, da smo lahko malce povedala, rešila kak nesporazumček, več, manj, to je zdaj čisto, koliko si je vsak zase vzel. Če ne drugače, sem pač s temi rožicami prinesla malce pomladi v studio, če že zunaj ni rožic. Če gospa, ko je klicala, če ne bo skrbela, zato kar pravim, je tudi nobena druga stvar ne bo pomagala garderoba, ne? Saj verjamem, da ta gospa verjetno nič kaj dosti ne pokuka v kakšne trgovinske centre, ker če bi šla malo ven, bi dejansko videla, kakšna moda se danes nosi. Samo pač to sem še želela dodati. V glavnem, vsi, ki ste dobili zdravo sol, seveda vam želim prijetno uporabo, da jo boste lepo uporabljali. Seveda morate vedeti, da jo morate uporabljati, kajti če jo boste imeli doma samo v kuhinji, kje na kakšni mizici, na kakšni polički, potem sol seveda žal ne bo delovala. Lahko jo tudi uporabljate, kot je dejal Stane, gospod Stane, da si jo date kam v bano, si naredite morsko okolje, ne pozabite recimo za umivanje zob, potem tudi lasišče, prhljaj, suha koža. Sem še mogoče kaj pozabila, gospod Stane, ker ogromno teh stvari je. Pač človek uporablja sicer, lahko nadomesti marsikaj, ni treba nadomestiti, jaz nič ne pravim, da šamponov ne pa tega, ampak dodajamo zraven tole vašo zdravo sol. Recimo pošamponirano, da se oplahneš vsaj, pa tako, da se izprane elektrolite, ki jih prej šampone, pa to tudi iz kože, pa žajfami, pa tako tudi izločiš, ne? Tudi potem recimo pri kakšni dehidraciji, pri otrocih recimo, ko je bruhanje kako, potem noski. Ja, ker dehidracija je samo posledica tega, nič ne pomaga vode piti, ker boš
Organizem bo vso vodo izločil, če ne bo zadost soli noter na liter fiziološke tekočine, ki je v celem telesu, ne samo v krvi, povsod mora biti to, ne? Tistih 0,9% soli, ja. V redu, gospod Stane, najina oddaja je prišla koncu. Jaz se vam seveda, tako kot sem že rekla, zahvaljujem. Še kdaj se seveda vidimo, tudi še kako rečemo, povemo kaj. Vam, dragi gledalci, seveda želim lep večer, želim vam seveda tudi malce toplote, malce pomladi, rožic, da se boste seveda čim bolj napolnili z energijo in ne pozabite, ko nič ne pomaga, takrat pomislite na Sav. Lahko noč.